Več kot leto in pol po uničujočih poplavah, ki so pretresle Slovenijo. Preko 300 izgubljenih domov. Rekel mož, najbrž da bomo mogli bežati. Skoraj tretjina poškodovanih državnih cest, 4000 km poškodovanih vodotokov, 183 prizadetih občin, 13 000 poškodovanih stavb. Hitro smo spustili bagre v reke, da bi zagotovili varnost ljudi. Bomo spet betonirali in to je Sizifovo delo v neskončnost. Interesi. Problem je, da se nekatere občine tega lotevajo po svoje. Je velik problem okoljska korupcija. Zakaj bi bili mi imuni, če vemo, da je povsod v Evropi? Za popoplavno obnovo smo iz državne blagajne plačali več kot milijardo evrov. Sledili smo denarju. Kaj se skriva v izplačilih za obnovo? Odpravili smo se v Ljubno, kjer so januarja začeli graditi nove hiše, nove domove za tiste, ki so v avgustovskih poplavah izgubili vse. Nov dom bosta kmalu dočakala Helena Lipovt in njen mož, zraven pa njun sin Tadej svojo družino. Objokana se Helena spominja 4. avgusta, ki bi se lahko za njeno družino končal tragično. Mi smo pa gor gledali zraven, ker ste 2 hiši odnesli. To je bilo to. Našo je pa zasulo, tudi da so bile korenine, v dreves so bile zunaj, veje, pa vrhovi so pa na drugi hiši. Pa plas je čez hišo tekel, pa čez okne. To je bilo, 15 minut je bilo vsega konca. Takšne travme, ko izgubiš dom, kjer si živel 45 let, ne pozabiš nikoli. 7 hiš in 20 ljudi je v Trbižu doletela enaka usoda. Komaj čakamo, da bomo imeli nove domove. In tukaj boste na varnem, ne? Ja. Tele pa še nam treba, ne vode, ne plazov. Z 290 000 evri odškodnine zdaj gradijo hišo. Na denar so čakali dolgo. Če se v tisti situaciji česar ne dovolj hitro, ne. Kupili so kmetijsko zemljišče, občina ga je spremenila v zazidljivo. Dovoljenje za gradnjo so dobili v enem tednu. Poleg Helenine družine podjetje Richter gradi še eno hišo svojemu zaposlenemu Janezu Jelšniku, ki je prav tako prej prebival v Trbižu. In še eno v Šmartem ob Paki. V kratkem bodo gradili še 6 hiš za poplavljence, pove Saša Jazbec iz Richterja. Veliko poplavljencev tudi še sploh nima zemljišč in čakajo na odločitve, tako da pričakujemo, da ta največji naval šele prihaja. Na Ljubnem gradijo blok z 20 stanovanji. Dokončan bo do konca leta. Bo tudi to neka opcija za te, ki sploh starejše, ki iščejo dom po poplavah. Za interventne in izredne ukrepe na vodotokih smo plačali 172 milijonov. Lani za sanacijo v samo 3 mesecih 63 milijonov. Smo po več kot letu in pol in izplačenih milijonih bolj varni pred novimi poplavami. Je sanacija postala priložnost za zaslužek. Kamniška Bistrica. K reki nas odpelje doktorica biologije Polona Pengal zavoda Revivo, da opozori na slabo prakso, na škodo na vodotoku. Tukaj bi reki morali pustiti prostor, storili pa so nasprotno. Po poplavah so naredili škarpo, omejili reko, kjer bi v resnici dali prostor in s tem, ko jo pustimo razlivati tam, kjer imamo prostor, kjer ni nekih konkretnih škode za človeka, s tem prestavimo poplavo in vodo in škodo tam, kjer so ljudje. In to je v bistvu škoda, da tako delamo. Z betoniranjem ponavljamo slabe prakse iz preteklosti, škodujemo rekam, ker jih omejujemo, onemogočamo jim, da ustvarjajo kljuke, kar je zanje ključen proces. Reke sploh uničijo v resnici z vsemi temi posegi, ki jih delamo, s pregradami prečnimi, z zavarovanjem brežin. Vodotoke vračamo v stanje pred poplavami, kar pomeni, da se iz poplav nismo nič naučili.
Ker tle se bo ponovilo, ob naslednjih poplavah bo spet odnesel in bomo spet betonirali. In to je Sizifovo delo v neskončnost. To je delo koncesionarja Hidrotehnik. Direkcija za vode je svojemu koncesionarju stopila v bran, da so bili kamni v betonu ključni, da so zaščitili okoliška naselja. Še en primer. Nedavno je v Lazah na Planinskem polju zalilo Hidrotehnikove stroje in to kljub napovedanemu dežju. A škode ni bilo, so pisno pojasnili. Hidrotehnik je od države za izredne ukrepe prejel dobrih 42 milijonov, za sanacijo dobrih 19 milijonov. Vprašanja o obnovi in strokovnosti so ostala neodgovorjena, saj je Hidrotehnik izjavo pred kamero zavrnil. Takšni ukrepi betoniranja vodotokov ne bodo prinesli večje poplavne zaščite. Betonski zidovi povečujejo poplavni val, opozarja dr. Igor Zelnik z Biotehniške fakultete. Če zdaj ni vmes nekih teh območij razlivnih, kjer bi se ta poplavni val kompenziral, potem bomo ta poplavni val preusmerili v naselje, ki je potoku navzdol. To je zaskrbljujoče dejansko, da se pač pri praktični izvedbi ni kaj dosti spremenilo. Da so šli pri ukrepih na vodotokih ponekod preko meje, priznava državna sekretarka Ministrstva za naravne vire dr. Lidija Kegljevič-Zagorc. Mi smo bili obveščeni o teh, se pravi, ukrepih, ki so ali preveč posegali v naravo ali pa niso naravno urejeni, tako da v okviru sanacijskih del se bodo odpravljale niti ne napake, ampak ta hitro ukrepanje. In kaj smo plačali s 63 milijoni? Sanirali so 105 km vodotokov v 60 občinah. Največ smo plačali na območju Savinje 20 milijonov, Srednje Save dobrih 18 milijonov in Zgornje Save 11 milijonov. Zdaj konkretno ne vem teh primerov, ampak saniranih je bilo 230, se pravi, teh vodnih objektov. To so razne brežine, pregrade. Visoke zaslužke beležijo koncesionarji s posli z Direkcijo za vode. Ljubljanski Hidrotehnik je od leta 2023 zaslužil dobrih 92 milijonov, Nivo Eko 90 milijonov, VGP Drava Ptuj 60 milijonov, Pomgrad VGP 21 milijonov in VGP Novo mesto dobrih 13 milijonov. Če se štejemo, 5 koncesionarjev skupaj je na vodotokih zaslužilo 277 milijonov evrov. Prej, ko so bile v času Jugoslavije, so bile vodne skupnosti, podjetja, koncesionarji v resnici niso bili tržno naravnani, ampak so bile to javne službe. Ni samo ta tržna naravnanost, zdaj moramo pač pobrati ta denar, a ne pa sam, da nekaj naredimo. Ministrstvo je revidiralo koncesijske posle. V letošnjem letu bo direkcija pridobila tudi zunanje nadzornike, pooblaščene inženirje iz področja nadzora. Skratka, da ta nadzor zelo povečamo na nek način in tudi zagotovimo in porabo javnih sredstev in seveda transparentnost. Na ministrstvu se še vedno niso odločili, če bodo ohranili koncesionarski sistem, a časa jim zmanjkuje. Koncesije poteče v začetku leta 2026. Rezultate študije, ki bo preučila različne scenarije, pričakujejo konec maja. Da bo sama izvajala gospodarsko javno službo ali ohranitev sedanjega načina, pri čemer ga je treba seveda nadgraditi, ali pa ustanovitev javnega podjetja. Direkcijo za vode so leto dni po ujmi doletele rošade. Direktorico Nežo Kodrej je zamenjala v.d. direktorice Urška Hočevar. Izjavo pred kamero so z direkcije zavrnili. Prejšnji sistem je bil boljši, ker so bili za to usposobljeni kadri, ki so reke boljše poznali. Mnogo bolje kot pa zdaj, ko recimo se s prostorom ukvarjajo občine, nekatere tudi na lastno pest, in zdaj nekateri koncesionarji, ki dejansko vidijo predvsem zaslužek v tem. V 5 letih bomo za sanacijo plačali 1,3 milijarde, letos 110 milijonov. Koncesionarji z delom začenjajo v tem mesecu. Zdaj bi morala nastopiti faza umnega upravljanja z vodotoki, pravi upokojeni profesor dr. Mihael Jožef Toman z Biotehniške fakultete. Se pa bojim, da ni tako. Nihče ne začne na povirju. Ko pa voda enkrat pride v ravnico, je pa seveda zgodba lahko zelo problematična, ker smo bili priča Savinjska dolina,
železniki, torej Sora. In kako sanacijo doživljajo tisti, ki so jih ujme najbolj prizadele? Načrti še vedno niso jasni, opozarja župan Luč Klavdij Strmčnik. Obljubljeno je bilo, da bi naj mi to dobili do 15. februarja, pa še ni nič od tega. Tule ne veš točno, kdo prem zadrži. Ko smo na sestanku z ministrom, je vse lepo in prav, vse se bo naredilo, ne. Tudi oni z direkcije so prisotni, ja, se bo vse delalo, koncesionar, vse bomo naredili, ne. Luče, točno na tem mestu, ob starem Ivanovem jezu, ki ga je odnesel rušilni tok Savinje, smo se pred letom dni dobili z Rokom Planincem iz Nivo Ekom, ki vzdržuje vodotoke na območju Savinje. Za zavarovanje jezu so zaslužili 107 000 evrov. Na tej lokaciji se pravi, se mora popraviti jez, izvesti se mora nov jez, zavarovanja zdaj so samo interventna izvedena. Leto kasneje sanacije jez še ni dočakal. Takole delno poškodovan zgleda danes. Jez je za naselje Luče ključnega pomena. Da potem ne ogroža tega spodnjega dela vasi, to je približno 25 stanovanjskih hiš, pa še 2 poslovna objekta. Še v tem letu bodo naredili nov jez, stabilizirali obe brežini struge in odstranili naplavine, zagotavljajo na direkciji. Zato bomo plačali 1,2 milijona evrov. Strokovnjaki, med njimi dr. Zelnik, opažajo, da je stanje ponekod domala identično, kot je bilo pred letom in pol. Denimo v Škofji Loki na sotočju Poljanske in Selške Sore. Vse, kar je bilo izvedeno, je bilo samo nekaj utrditev o Poljanski Sori, teh nekih zidov ob robu struge. Jaz sem šel tudi pogledat, recimo po Poljanski dolini navzgor, nisem opazil nobenih ukrepov za povečanje kapacitete reke. Na škofjeloški občini si želijo, da sanacijo, ki jo načrtuje država, začnejo čim prej. Država mora odkupiti še preostali 2 zemljišči. V prihodnje se bo v vodotoke, torej tudi v žepe koncesionarjev, steklo več denarja. Letos za vzdrževanje dobrih 51 milijonov plus 107 milijonov za investicije. Prihodnost je na naravi temelječih rešitvah, zagovarja direkcija in ministrstvo, da rekam vrnemo nazaj prostor, ki smo ji ga vzeli, kjer je to mogoče. Ko mi, recimo, zasadimo neka drevesa, preden bojo ona stabilizirala brežino, bo trajalo 5-10 let. Kako to uskladiti z nekimi potrebami političnih ciklov, kjer pa v resnici so 4-letne volitve in če ti do volitev ne pokažeš, da si neki ful dobro že zrihtal, je pač to, kakor da ne obstaja. In te nabiranje političnih in pa drugih točk je pa tudi problem. Kot redek primer dobre prakse na naravi temelječih rešitev Zelnik izpostavi območje ob Glinščici. To območje je bilo leta 2022 zelo poplavljeno. Mi dajemo vodi prostor nazaj, a ne tisto, kar smo ji vzeli, spremembo Glinščice v nek kanal. Na ta način kompenziramo, da ta poplavni val, ki bi imel katastrofalne posledice za stavbe, ki so v Rožni dolini, pač ni več takšen. Pozabimo na te strahotne zložbe, kamnite, škarpe in tako dalje. Pravzaprav po celi Sloveniji jih imamo. Se da tudi drugače. Poznamo te postopke, samo niso pravzaprav aktualni, ker na nek način morda tudi ne prinašajo vsaj za nekatere določen dobiček, da sem čisto direkten. Mislite koncesionarje? Ja, pa tiste, ki so izvajalci, oziroma tiste, ki dajo določena dovoljenja, ki se bo kaj zgradilo, katera industrija bo nenazadnje. Največji kos milijardne pogače, skoraj 300 milijonov, je dobilo 144 občin, največ Slovenj Gradec, dobrih 26 milijonov. Za podjetja 142 milijonov, največ KLS Ljubno, dobrih 23 milijonov. So pa občine tiste, ki so zdaj pred temi katastrofalnimi poplavami lobirale oziroma zelo pritiskale na upravne enote, da so določena gradbena dovoljenja bila izdana, kljub temu, da se je vedelo, da so to recimo poplavna območja. Torej, okoljska korupcija danes obstaja. Kakšna je pri nas? Ne vem. Vključuje najprej neznanje, potem odločitve, potem izvedbo in ne nazadnje tisto klasično korupcijo dogovarjanja
med akterji in pa partnerji. Na upravi za zaščito in reševanje so v 25 občinah preverili intervencijska izplačila. Domnevno neupravičenost preverjajo v 3 občinah. Na računu sklada za obnovo, s katerim bomo financirali obnovo, je 522 milijonov. 31 milijonov je bilo že izplačeni za gradnjo in intervencije na cestah in železnicah za odstranitev objektov. 515 milijonov bo letos med drugim porabljenih za lokalno infrastrukturo, sanacijo vodotokov, obnovo kulturne dediščine, za odškodnine, pomoč gospodarstvu. A mi dobro izkoristimo ta evropski denar ali ga za neumnosti? In ko vidimo veliko vrečo denarja, a nismo malce požrešni? Država bo zrušila vsaj 328 hiš, ki so bile uničene v avgustovskih poplavah. 2 je že. Letos jih bo zrušila še približno 40, večino pa prihodnje leto 260. Za odškodnine smo plačali dobrih 45 milijonov za 152 objektov, v povprečju 300 tisoč na hišo. Rekorder je dobil 710 tisoč. Nihče ne želi, da jim nov dom zgradi država. Gradili ali kupili bodo sami. Za dogovarjanje s poplavljenci, za odkup uničenih objektov in rušenjem je odgovorna družba za svetovanje in upravljanje z direktorjem Mitjo Križajem na čelu. Trenutno smo prevzeli 20 objektov, 4 od teh so bili že porušeni pravzaprav med samo poplavo. 2 objekta sta že porušena, 8 objektov planiramo, da bomo porušili z prvim naslednjim razpisom za rušitvena dela v mesecu maju. Koliko hiš zrušijo, je odvisno, kako hitro si poplavljenci priskrbijo novo bivališče. Zemljišča težko najdejo, zato imajo leto dni časa. Nekaterim je to olajšanje, da dokončno pač uredijo svoj status in svoje bivališče. Seveda drugi, ki so pa seveda čustveno navezani na svoje bivališča, jim je pa to težje. Adam Richter in njegova stara starša so po dobrem letu po poplavah doživeli šok. Hišo, v kateri je živel 25 let, in hišo starih staršev, ki živijo poleg, bo država porušila. To so izvedeli šele zdaj. Mi smo že vmes vse zrihtali, pa so pač rekli, da bi bilo pa treba iti ven. Urejali bi naj strugo, se pravi, če naše hiše odstranijo, lahko oni pravzaprav celo naselje rešijo pred poplavami. A drugih informacij, razen tega, da se morajo posloviti od hiše, niso dobili. Imeli smo en sestanek pravzaprav na občini, ki so prišli iz državnih uradov. To je bilo pač na okroglo povedano, kako bi naj to potekalo, to pa zaenkrat to. Stroški sanacije so nanesli na 50 tisoč evrov. Poplavilo je spodnjo etažo hiše, uničene so bile inštalacije, plinovod, ogrevanje, tudi pohištvo. Malo je jeze tudi na našo samo državo, ker pač to niso mogli niti prej nam povedati. Takšnih primerov je več. Kar 70 hiš so naknadno prepoznali kot ogrožene, pojasnjuje državni sekretar in vodja službe za obnovo Boštjan Šefic. Težko je govoriti zadovoljstvo, vendar gre za domove, gre za odstranjevanje objektov, selitve, ampak vendarle marsikdo z olajšanjem. 85 jih je bilo umaknjenih s seznama, ne bodo jih porušili. Želijo, da bi čim prej bila ta sanacija končana, da se ta tveganja hudega poplavljanja ali pa celo ogrožanja teh objektov prepreči. To se pa moramo vprašati, skoraj da po zdravju ljudi, ki so dovoljevali gradbena dovoljenja v območjih, ker na prvo žogo vidiš, da hiša stoji tako rekoč na robu rečne struge. Kdo bo poskrbel, da se denar za obnovo transparentno porablja? Kdo bo odgovarjal? Predvsem pa bomo še vedno ignorirali opozorila strokovnjakov.